Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Po kratkem premoru smo nazaj, ker pač življenje se zgodi in za začetek mi dovolite, da se vam zahvalim, da nas spremljate že vseh 60 epizod, ki smo jih posneli. Tukaj v tem studiu smo gostili več kot 70 zanimivih gostov in vesela sem, da nadaljujemo v tem tonu. Danes je z mano ženska, ki podira mejnike na področju, na katerem deluje. V kratkem času je dokazala, da je s trdim delom vse mogoče in povedala nam bo nekaj o tej svoji poti. Z mano je DJ-ka Ksenija Filipič. Lepo pozdravljena. Dobrodošla, Petra. Jaz upam, da se danes lepo pogovoriva. Najprej pa en lep pozdrav gledalcem in tebi pa hvala za povabilo in čudoviti odhod. Zdaj, povej, zmenili smo se, da se bova tikali, ne? Ja. Povej, katere 3 predmete si mi prinesla. Svoje goste vedno prosim, če prinesejo 3 take osebne predmete, ki jih zaznamujejo. In kaj si prinesla ti? V bistvu je bila kar težka odločitev, ker me kar dosti predmetov nekako predstavlja oziroma pooseblja, ampak jaz sem se kar odločila mogoče za športno področje, to rokavica, kjer treniram boks. In v bistvu mi tole krepi samozavest, kot je tudi za samoobrambo in je res dobro za krepitev tudi telesne postave in podobno. Tako da tukaj bi izpostavila Simba Fight Club Muri v Ljubljani, je res za vse tiste, ki si želijo nekaj intenzivnega in najboljšega. Potem so tukaj še slušalke, brez katerih v bistvu ne grem nikjer po svetu, ko nastopam. So tak predmet, ki pooseblja DJ-stvo in seveda še povezava med DJ-stvom in šolstvom. Je pa laptop, prenosni računalnik, ki pa vsebuje vse te v bistvu podatke, glasbo, dokumente in podobno. Zdaj, slušalke so prav posebne, so personalizirane, vidim, da so malo take bleščeče. V bistvu, ker sem tudi modna navdušenka, zelo rada dodam kakšno osebno noto, tako pri vsem, kakor tudi potem pri slušalkah, da se vidi, da je tukaj ženska lastnica. K DJ-ju se vrneva, ampak za trenutek ne, začenja se novo šolsko leto, to pa je vseeno tvoj osnovni poklic, učiteljica si. Ja, in ravno te dni začenjamo z novim šolskim letom, tako da sem zelo navdušena in tudi že takole prijetno v bistvu v pričakovanjih. Ja. Je pa za tabo delovno poletje, ne? Čeprav ste učiteljice, ponovadi imate dolge počitnice, poletje je bilo pa delovno. Kaj vse se je dogajalo letos? Ja, vsako leto do sedaj že nekaj let v bistvu poleti in počitnice namenim v bistvu udejstvovanju na odrih, ker pravzaprav takrat imam največ časa. To so vikendi in poletja, ko pravzaprav je bil do takrat, ko nisem bila DJ-ka, moj prosti čas, sem tole vse skupaj pretvorila sedaj v svojo novo strast, v DJ-stvo. In letos poleti prav posebna prelomnica, ne? Prva Slovenka, ki je uspelo na festivalu Ultra. Ja, kakšna je bila to izkušnja? To je res bila nepozabna izkušnja, saj ne samo, da je bila prelomnica zame, res sem postala prva Slovenka, ki je to uspelo. V bistvu sem tole vzela tudi kot odskočno desko za pravzaprav nove ponudbe, ker me je opazilo kar veliko tujih agentov in v bistvu se že pojavljajo sodelovanja na podobnih festivalih, kar je v bistvu bila nenehna moja želja, da v bistvu preidem s takimi zadevami na next level in pravzaprav mi je s tem uspelo. Občutki so res fenomenalni, naj povem, da je to terjalo veliko priprave, celostne, od izbora komadov do potem remiksov lastnih, ker sem spet morala dodati malce osebne note, tako da je to v bistvu bilo kar nekaj mesecev priprav, tudi fizična kondicija in seveda stylingi, tako da v bistvu za srečo sem vzela tudi slovensko zastavo na oder. In res s tem smo se motivirali med sebojno z gledalci, poslušalci, tudi Slovencev je bilo veliko, so mi res potem stali ob strani, ko so z zastavami v prvih vrstah mi spodbujali, vzklikali moje ime in podobno. Tako da tukaj bi se jim tudi rada zahvalila. Se pravi, prava ambasadorka Slovenije. V bistvu Slovenija je tako majhna država, da se mi zdi, da je škoda, da nismo večkrat omenjeni in veliko je uspešnih ljudi prihaja iz Slovenije, res vsak car na svojem področju in mislim, da če vsak pomalo predstavlja, prezentira Slovenijo, da naredimo več kot nič. Tako da sem se potrudila po najboljših močeh, tudi v vseh medijih sem jo omenjala, v svetovnih, kolikor se je pač dalo. Ksenija, za začetek, vrnila bi se mogoče za začetek na začetek tvoje te potine glasbene. Prihajaš iz Prlekije, kako je ena deklica iz Prlekije rata kar svetovno znana DJ-ka? Kakšna je bila ta tvoja pot?
Ja, to se mogoče sliši, pri meni je šlo res relativno hitro, eksplozivno, zelo pač intenzivno, ampak to še zdaleč ne pomeni, da je bilo pač enostavno, ker vmes je tukaj bilo veliko takih stvari, ko si ljudje sploh ne morejo predstavljati, veliko odrekanja truda, neprespanih noči, ampak je obrodilo sadove. Jaz sem v bistvu zadovoljna, sem dosegla svoje cilje, idejni vodja pa zanimivo, da nisem bila sama. V meni je bila ta strast do glasbe že od nekdaj, ampak je moj partner tisti, ki je v bistvu opazil ta potencial pri meni in je v bistvu predlagal, tako da sem sama nekako morala bolj ozavestiti vse skupaj in ko sem se pa enkrat odločila, pa je res potekalo vse zelo bliskovito in profesionalno. Najela sem seveda tudi učitelja, smo ga tudi kar drago plačali, ampak mi ni žal v bistvu nobenega evra, ker je v bistvu tukaj gre za vse življenjsko učenje. No? In še danes se dobivam s temi tehničnimi mojstri, da skupaj raziskujemo v bistvu najnovejše miksete, mešalke, da sem potem tudi nekako pripravljena za večje podvige. No? Kaj pa mogoče s temi znanimi slovenskimi DJ-ji si kaj na vezi, kdaj je prosi že kakšen nasvet? Imamo kar nekaj vrhunskih DJ-jev. Ja, se strinjam, Slovenija, kolikor je majhna, ima glasbeno sceno v Sloveniji dokaj zanimivo, čeprav bi mogoče po mojem mnenju rekla, da se deli mogoče na malce na dva dela. Tukaj so res potem uspešni prepoznavni DJ-ji, ki so zunaj Slovenije že uspeli in s takšnimi moram reči, da zelo dobro sodelujem, ker v bistvu cenimo drug drugega, vemo, da je tu veliko požrtvovanja in od njih tudi dobivam, bom rekla, pozitivne komentarje. Sicer s kakšno svetlo izjemo, ne, to se vedno najde. Ampak potem je pa še en tabor, bom rekla, teh garažnih DJ-jev v Sloveniji, ki pa nažalost niso uspeli, nimajo niti posebnih ponudb, imajo pa veliko časa in zato jaz mislim, da ravno oni širijo te, bom rekla, negativne komentarje, ki se tudi pojavljajo veliko, ker v bistvu imajo vse nadzor nad temi socialnimi mediji, pač imajo veliko časa in se ukvarjajo pač s temi uspešnejšimi DJ-ji. Pač tudi mene so dali zdaj v ta koš, ki v bistvu doživljam veliko negativnih komentarjev ravno z njihove strani. Kako pa se s tem spopadaš z negativnimi komentarji? Vseeno si javna osebnost, ne ratela? Ja, to je res nekako značilno, kar za Slovenijo, ampak kot že rečeno, negativni komentarji ne prihajajo od uspešnih oseb, tako da v bistvu tukaj moramo vedeti, da imamo pravka z malce nezadovoljnimi ljudmi in dejansko pač mene vse skupaj že zabava, no, kaj dosti k srcu si pa ne jemljem, ker se mi zdi škoda, v bistvu njim pa itak predlagam, da ne morejo pač vsak na sebi delati, ne, in potem nimaš časa dejansko komentirati negativno pač drugih, ne. Si pa vseeno ženska v moškem svetu, ne, DJ-stvo vseeno jemljamo nekako bolj kot moški poklic, dejavnost. Kako si se znašla v tem svetu? Je bila to prednost, da si ženska, atraktivna ali kdaj tudi slabost? Najprej hvala za kompliment, drugače pa ja, še vedno velja mogoče ta stereotip, da bi pač DJ-stvo naj bila moška domena, ampak res naj bila, ker v bistvu zadnja leta se veliko bolj pojavljajo tudi ženske DJ-ke, prav neko obdobje DJ-ke postalo, mogoče zato, ker je trend, ampak smo se punce kar dokazale, no, in v bistvu je slabost, ker si ženska, ker ti vsi veliko bolj gledajo pod prste, pač oni pač nekateri res ne razumejo, da smo tudi me lahko tehnično sposobne, čeprav ni to toliko žensko področje, z vztrajnostjo in z nenehnim učenjem se pravzaprav pa tudi to dane. Tako da v bistvu ja, to je negativna lastnost, zagotovo, da ti folk gleda bolj pod prste, ne. Ampak ko te enkrat moški kolegi sprejmejo, da res nekako začne krožiti o tebi, da si tehnično usposobljena, v bistvu postaneš tudi njim nekako komparativna oseba in v bistvu te sprejmejo. No. V bistvu pozitivne lastnosti so pa tudi, ne, če si ženska, vsekakor. Ne. V bistvu takole, vrata se ti mogoče malce prej odprejo, malce prej te opazijo, ampak to še vedno je v bistvu potem spet vse na tebi, ne, da se dokažeš. Če v bistvu nisi sposoben, so sodelovanja zelo kratkoročna, in konkurenca je tudi neizprosna, no, tako da v bistvu moraš biti vedno 100% in res kompetenten za to področje. Tako da ja, je pika na i, mogoče videti tudi ženski spol, ampak nikakor pa te ne more daleč popeljati, če nisi tehnično dovršen. Mora biti oboje z roko v Ja, roki. prav celota je zelo dobro, če je, no, potem mislim, da so res odprta vsa vrata. Kako pa je z oboževalci? Neverjetno s prepoznavnostjo pridejo tudi oboževalci. Kakšne izkušnje imaš z njimi? Kakšne oboževalce ima
DJ, recimo. V bistvu, ja, tako je. To je vedno več oboževalcev. Jaz moram reči, da se začenja vse od mladih nog. Moja ekipa, v bistvu, kar itak v šoli imam, že prve oboževalce, to so moji učenci. In mi je res toplo pri srcu, ko me večkrat prosijo, da jim kar po YouTubu zavrtim kakšne moje nastope. Redno me spremljajo v medijih. Tako da to je res ena zelo lepa podpora. Prav toplo mi je, ko vidim, da so otroci v bistvu, ko rastejo z mano že in so navdušeni. Potem je tudi večkrat vprašal, da bi jih učila DJ-stva. In to so tudi v bistvu moji oboževalci, ki pač v meni najdejo neki idol, da se posebijo, zgodba jim je všeč, vidijo, da se da in mi rečejo, da bi radi tudi nekaj dosegli v življenju. Tako da od tukaj, to so ene take lepe vezi z oboževalci, najraje pa seveda imam, da me pridejo podpreti, no, tako da to se je v bistvu pokazalo na Ultri, sem bila res izredno pozitivno presenečena, koliko je to bilo slovenskih zastav, vzdušja in spodbude, no, tako da sem res neizmerno zadovoljna in presrečna. Zdaj, ena stvar me zanima, DJ-je zmeri povezujemo s tem, da nam izpolnjujejo neke glasbene želje, kako je s tem? To verjetno ni na takih velikih dogodkih, da bi kar prišli in rekli, da je zavrt tako mlad. To je spet tako, ne, v bistvu DJ se razlikujemo, ne, po levelih. V bistvu, če si ti DJ na poroki oziroma garažni DJ ali pa celo DJ jukebox, potem moraš to početi, ker v bistvu tako si se odločil in dejansko ti napišejo nabor glasbenih skladb in tisto ti moraš vrteti, ne glede ali tebi to paše ali ne. Jaz sem se že od začetka temu izognila, ker v bistvu so potem tudi moje predstave so popolnoma drugačne. To je v bistvu celoten performance, v bistvu smer, katero sem si začrtala in tudi smer, katero produciram. In dejansko lahko se nekomu približam, ne morem pa v bistvu nažalost glasbenih želja. Ja, je kar zanimivo, no? Ampak se potrudim vedno osrečiti publiko. Kako pa se pripraviš na en nastop? Že vnaprej znano, kako bo zaporedje pesmi, katere bodo, kdaj po občutku? Ja, največkrat mora biti po občutku, vsekakor, ker v bistvu, če ti publika nekako ne oživi na tisto, kar si ti zamislil, vidiš, da nisi čisto na pravi poti, ne? In to sem se zdaj že zelo zuniverzirala, zelo hitro to že vse skupaj se znam v bistvu prilagoditi publiki. Je pa resno, da v bistvu je vedno tako, da moraš pač poslušati in čakati, no, kaj ti da kakšen feedback. V bistvu prav naprej se ne moreš pripraviti, moraš pa malo tematsko obarvati. Zdaj, če gre recimo za Španijo, se ve, ne, približno, kaj je tam všečno, potem v Aziji sem morala popolnoma azijsko obarvati, že hitrejši tempo in podobno. V Sloveniji se pa tudi rada prilagodim pač na tak način, kaj ljudje pač radi poslušajo, ampak to je vseeno še vedno elektronska glasba, ni balkanske glasbe in tudi slovenske, nažalost, ne zaenkrat. Veliko nastopaš ne po tujini, v bistvu se je tam začela tvoja glasbena pot, ta DJ pot. Ja. Kje je bilo mogoče občinstvo najbolj odzivno, da si največ dobila nazaj? Zelo presenetljivo, ampak to se mi je zgodilo ravno v Aziji, ko sem se kar celo malce bala, kako bo. V bistvu vseeno je tukaj kulturni prepad in še kaj, ampak je bilo tako neverjetno, toplo sem bila sprejeta in gostoljubni ljudje, v bistvu tudi masovka je bila, tako da v bistvu jaz sem res tam dobila ene take nepozabne občutke, ki jih sedaj nosim v srcu še naprej in v bistvu vedno, ko sem dobro sprejeta, se spomnim na Azijo. In sedaj spet odhajam v bistvu kmalu tja. V tujini si zelo uspešna, ne? Te prepoznajo, kje vse si že vrtela? Ja, tujina je kar zanimivo. V bistvu jaz sem začela z Italijo, v bistvu to je bil moj prvi večji festival Il Foro, takrat ob Bobo Sinclairov, no v bistvu tisto me je kar največ izstrelilo, že takrat malce med medijsko prepoznavne DJ-ke, ker v bistvu so me italijanski mediji takoj zagrabili, tudi radiji so se mi takrat posvetili, da sem takoj že dobila možnost sodelovanja in v bistvu je to kar prispevalo. Je pa res, da v tujini je malce drugačen pristop, bolje razvita ta scena, ne? In dejansko DJ-ja, ko klubi povabijo, ga tudi zelo dobro promovirajo. Zaradi tega potem pride do te prepoznavnosti. Jaz se tudi v določene države odpravljam večkrat in ljudje me resnično prepoznavajo, mi pišejo in tudi imam fan klube po Evropi in zdaj že tudi v Aziji. Zdaj omenila si Bob Sinclair, ne? Kakšna pa so, to so res velika imena, kakšni so to ljudje, verjetno si se imela priložnost malo spoznati z njimi. Ja, so taki pravi zvezdniki. Zanimivo je, ko pričakuješ, da so v bistvu vzvišeni in zvezdniki in muhasti, ne? In sem tudi imela malce mogoče predsodkov, ampak se je to zelo hitro pokazalo, da temu ni tako. V bistvu tele najbolj slavni in uspešni, kakor sem se lahko podružila tudi z njimi v backstageu, so bili preprosti, dostopni. Z njimi sem se lahko pogovarjala prav tako kot s kolegicami v šoli, recimo, prav v našem področju in res pozitivno sem presenečena. Niti niso imeli tega pretiranega
ega. In ravno tle mislim, da je tisto, v bistvu tisti pravi ključno, da ti ostaneš človek z veliko začetnico zapisan, da te ne ponese in res marsikomu, sploh takšnim, ki še niso uspeli, ravno ego nagaja največ, no, in se prav neki držijo, pretvarjajo, so nedostopni, pa v bistvu sploh ne vemo na koncu zakaj, ne. Mislim, da smo vsi ljudje. Kje pa ti najdeš to prizemljitev, ta čas zase, ta verjetno polni klubi in potem rabiš neko sprostitev, ne, da je tišina? Kje najdeš? K sreči mene DJ-so tudi sprošča. No? In tudi šolstvo, v bistvu vsega si jemljem toliko, kolikor nekako zmorem. Ne? Tako da v bistvu jaz sem že kar v bistvu zadovoljna oseba. Je pa res, da ne moreš pa cel čas delovati v hrupu. Ne? Tako da v bistvu v šoli imam hrup, v diskotekah je hrup in vedno bolj sem začela v bistvu se zatekati v naravo. Tako zelo rada grem na kak hrib, v bistvu tudi morje obožujem, sedaj sem se ravno vrnila. Drugače pa šport vsekakor. To sem že na začetku povedala, da sem zaprisežena športnica, ne samo v boksu, tudi v vseh možnih disciplinah. V šoli tudi poučujem šport, tako da v bistvu to je na vsakodnevni ravni in res me sprošča. Tudi gledalcem pač res toplo polagam na srce, da si najdejo eno tako sprostitev, da te nekako balansira, no, v vsem, v življenju in da si srečen, da imaš mir v srcu. Prej si omenila, da partner te spremlja na vseh teh poteh, da te tudi on spodbudil. Kako ti je to pomembno, ne, da je ob tebi v teh trenutkih, da imaš vedno nekoga, na koga se lahko zaneseš? Ne? Ja, moj partner je res meni ena velika inspiracija, kot sem že rekla, v bistvu moj idejni vodja, no poleg tega pa je zanimivo, da v bistvu vedno sva skupaj že kar nekaj let in tudi v bistvu v poslu. Tako da to zelo cenim, ker je vse v enem, v bistvu za eno samo osebo, pa še ženskega spola je res mogoče velik zalogaj, da greš sam po svetu. Ne? Tako da zelo cenim. On je od menedžerja, bodyguarda, v bistvu šoferja, fotografa in res mi je 100% podpora, kar zelo cenim. No? Saj vem, da brez njega to ne bi bilo isto. Rabila bi verjetno eno ekipo vseh 5 ljudi in bi še jih drago morala plačati. Tako da sem zelo, zelo vesela. Omenila si, da je bodyguard, zdaj verjetno pridejo tudi kakšni oboževalci, ki si jim všeč. Je kdaj kaj ljubosumen? V bistvu, hvala Bogu, ne, in tudi sama sem podobna, ker si res zaupava. On ve, da to gre zraven, pač te del show biznisa in v bistvu vse tista zdrava komunikacija, selfiji in tudi odpišem in vse, podpišem se na različne plakate in to je zelo normalno, tudi poslikamo se normalno, ampak če bi bil pa preblizu kakšen, pa potem seveda tudi že sama v bistvu bi odreagirala. No, da. Zdaj za tabo je res ta uspešno poletje, ne, tudi ultra. Kakšni so kaj načrti? Verjetno se je odprlo kar nekaj priložnosti po nastopu na tem festivalu. Ja, res je. Z ultro sem naredila kar prelomnico, sama pri sebi sem nekako mirna in zadovoljna, da sem si upala iti na ta next level, ampak sedaj so pa tu pač takole, moraš tudi vedeti, kaj bi rad. Ne? Zagotovo nekatere, nažalost ne morem nekaterih nastopov več sprejemati, ker imam tudi agencijo in v bistvu me sedaj zelo uspešno trži in vodi. Tako da v bistvu sedaj so v planu sodelovanja s klubi top 100 po svetu in to so res klubi, ki gostijo sama svetovno znana imena in v bistvu to je priznanje in pol tudi v bistvu res čas za DJ-ja, če si tam povabljen. Tam je potem tudi prava cena, bom rekla, budget, tako no, tudi še večja prepoznavnost in prav to, kar si želim. Te tam obravnavajo kot pravo zvezdnico, si predstavljam tako, da se moraš fotografirati, da imaš take prave sprejeme oboževalcev. Vsekakor, to je v bistvu cel protokol, že od jumbotov, to se mi že parkrat zgodilo, v bistvu, da res vidiš samo sebe na toliko meternem plakatu, da v bistvu je potem čudno, da ljudje ne bi opazili, ne, in te tam res potem vsi doživljajo kot mega zvezdnika. So tudi zelo poskrbljeno, vse za prevoze, za vse počutje, da si res kot zvezdnik. Zdaj ti si kar na hitro postala prepoznavna. Kako je prvič, ko zagledaš sebe na jumbo plakatu? Je to taka nerealna izkušnja? Jaz sem sicer to neke izkušnje že imela odprej v Sloveniji, ker sem sodelovala že v nekakšnih podobnih zadevah, ko so bila neka slikanja in modeling in podobno, ampak v bistvu česa takega nisem pričakovala, iskreno povedano. Je poseben občutek. No. Prvič se mi je to zgodilo recimo na Poljskem, ko sem nastopila v klubu Mango. Oni so celo mojo podobo par metrno vozili na avtobusu in na prikolici po mestu, tako da res, kjer sem se pojavila, so me v bistvu prepoznavali. Kako pa mogoče tvoja družina, prijatelji iz otroštva, kako spremljajo to slavo, ta tvoj razvoj?
te podpirajo? Kakšni so odzivi? Ja, rekla bom, da po večini vsi tisti, ki so pravi prijatelji, družina, partner, seveda, to mi vsi zelo stojijo ob strani, tudi v šoli, vsi sodelavci, otroci, kot sem že omenila. Se pa je seveda zgodilo, da kakšni enostavno pa tudi niso sprejeli mojega uspeha, smo se nekako mogoče celo naša pota razšla, ampak jaz rečem, da je že dobro tako, verjetno je to vse z razlogom in si pustimo dihati, v bistvu se ne omejujemo, ampak smo se pa tudi rešli z nekaterimi. Je mogoče prišlo kakšno novo prijateljstvo s to prepoznavnostjo? Imaš kaj razvit ta čut, kdo je zaradi kakšnih koristi, kdo je zaradi prijateljstva? Ja, mogoče se sliši res neugodno zaradi koristi, ampak veliko je takšnih ljudi, tako da ja, vedno bolj imam izostren čut in pač sedaj bi se še bolj nekateri želeli pojavljati z mano, ampak jaz pač cenim prejšnje prijatelje, novi se mi pa največ pojavlja v krogu DJ-jev, ker me neizmerno veseli, da se lahko z nekom pogovorim dejansko kakšne strokovne stvari, kar me zanimajo, veliko se družimo, kot sem že rekla, raziskujemo mešalke in to se mi zdi trenutno res kot ta novih prijateljstev, res ono win-win. Prijetno s koristnim in da v bistvu res izkoristimo čas, ker nam vsem nekako primanjkuje časa, tako da združujemo. Zdaj v začetku sva že omenili, nevedno si urejena, daš na videz, skrbiš zase. Kako pomembno ti je ta urejenost, koliko časa posvetiš temu? Ja, hvala najprej tudi za kompliment, ker v bistvu vsaka ženska rada sliši, da jo ljudje doživljajo kot urejeno, ampak jaz sem res že od nekdaj takšna, v bistvu mogoče celo malce preveč, ne pojavljam se rada brez make-upa, brez primernega stylinga, pač to je sicer relativno, no, ampak moraš vedeti v šolo, kako se obleči, kako za šport, kako za nastop. In res so to moje strasti, že od nekdaj moda, lepota, bi skrivala, če bi rekla, da temu ni tako. In zelo sem vesela, ko sedaj na odru to še lahko bolj združujem, v bistvu si privoščim še več kaj te svobode in da so stylingi še bolj ekstravagantni in dejansko sem imela že tudi trgovino z oblačili, pa še vedno v bistvu rada sestavim kak styling, tudi za kakšne prijateljice, da gremo skupaj v shopping in podobno. No. Si sama svoj stilist ali ti? Sem sama, v bistvu veliko pa tudi moj partner. A tudi zanga urejaš videz, ga oblačiš? Dostikrat on meni celo ureja, v bistvu, ker res želim izpasti mogoče v svojem tem strasti, ko jo gojim do mode, sem včasih mogoče malce preveč eksplozivna in malce bi preveč vsega, potem pa moški to rečejo, da je to že kičasto, a ne? In tega pa ne želimo, zato me on tole lepo balansira, da skušam biti čim bolj primerno urejena. Zdaj, prej sva omenila ta znana imena v svetu DJ-stva. S kom bi si pa želela sodelovati, če bi lahko izbirala? Imaš kakšne želje, imaš kakšne idole? Če po pravici iskreno povem, nimam idola, v bistvu osebo, ki bi jo prav posnemala. Mislim, da smo to malce prerasli. Je res, da je bil veliko časa nazaj, ko sem bila še kot najstnica, moj idol Dejan on the mic, ko sem poslušala oddajo DJ Time in še dan danes jo poslušam, pa tudi sodelujeva, kar mi je res pri srcu, da se je zgodba tako lepo zapletla in odpletla in dala na mesto, ker zaprav sem jaz že takrat gojila to strast do glasbe. Da bi pa sedaj rekla, da imam pa idole med DJ-ji, pa ne. Imam bolj v bistvu te trende spremljam, da jih lahko posnemam in v bistvu vse novosti, da jih vnašam v svoje sete, nekakor pa ne, da bi zdaj kopirala neko osebo, to se mi ne zdi. V bistvu niti malo trendsettersko, ker tudi jaz imam kar visoke cilje. Ja, pa kakšna mogoče sodelovanja z glasbenimi imeni, s kakšnimi pevci, pevkami? V bistvu ja, to je vedno odprto, ampak tukaj v bistvu v Sloveniji nažalost se ne vidim, s kako Dua Lipo bi recimo posnela takoj kakšno produkcijo in takole, no, svetovno poznanimi, to pa v bistvu z veseljem. Kaj pa takrat, ko ne vrtiš glasbe, greš na kakšen koncert, greš na kakšno zabavo, poslušaš druge DJ-je ali si raje vzameš čas zase? Če boš presenečena, ampak jaz sem to vse že prerasla. V bistvu veliko tega je za mano, res sem bila stalna gostja, stalna obiskovalka, vse sem prežurala, zato tudi vse te komade še zdaj poznam, ko mi pride zelo pravno. Ampak ne, sedaj se je čisto spremenilo, odkar sem DJ-ka, v bistvu živim black and white life, se pravi, ko sem v klubu, uživam, drugače pa samo še šport, narava, nobenih zasebnih zabav, takole, mislim, sploh ne javnih. Kaj je mogoče v prijateljskem krogu, družinskem, normalno, rojstni dnevi in to, drugače pa. Kako pa v šoli mogoče sprejemajo sodelavke, starši otrok, otroci? Spremljajo tvoje delo, si rekla? Ne? Ja, zelo spremljajo, preko medijev tudi v živo, v bistvu mi vsakodnevno se vidimo, komuniciramo in ne morem verjeti, da zelo pozitivno. Jaz to recimo ne bi nikoli verjela, no, da je to mogoče, da dobiš tako podporo. Je pa res, da delam sicer na šoli, kjer je 28 narodnosti in vsi moji so res tako zelo pestro sestavljeni razredi in starši in dejansko mi se ful sprejemamo. Tudi oni so malce drugačni, kot so iz drugih držav, vsi smo različnih barv, kože in tako in
res tudi sprejemajo različne hobije, poklice, tako da ni nič nenavadnega, sploh jim je pa všeč, ko sem nekako v njihovih očeh videti uspešna. A kdaj prosijo za kakšen nasvet, imate mogoče kakšen krožek DJ-janja, glede na to, da lahko iz prve roke bi, ne? So ideje, so pobude, ampak dejansko jaz sicer razmišljam v svoji smeri, da bi to kdaj mogoče, ko bom imela malce več časa, pa ne bom več toliko na odrih, sama v bistvu usposobila šolo DJ-stva. Zaenkrat v šoli pa bolj smo pri športu, zaenkrat nisem še, pri DJ-stvu še nismo, tako da bi imela krožek, no je pa v planu, se pravi prav šola. Če bi te postavili pred izbiro šola ali DJ-janje, na katero stran bi se prevesila tehtnica? V bistvu vidim kar obe, zaenkrat, da bom usklajevala obe branži, ampak mogoče, če bi kdaj treba bilo kakšno pauzico vzeti, bom dala sedaj prednost pač DJ-stvo, da v bistvu te vse turneje izpeljem, ampak nikakor ne bi šolo končala, se v bistvu tu se da kakšen mesec, dva v bistvu vzeti neplačan dopust ali karkoli, drugače se pa kar vidim tudi v šoli in bom povezala obe strasti, tako da, če ne drugega, bom učila DJ-stvo na stara leta. Super ideja. Zdaj zanima me, omenila si, da bolj v tujini prihajajo vabila, te v Sloveniji lahko kje vidimo v bližnji prihodnosti? Ja, vsekakor, sedaj že v prihodnjih dneh bom nastopila v svoji rodni Prlekiji v Križevcih pri Ljutomeru, v sklopu občinskega praznika, so se me že lani zaželeli, so rekli, moramo te hitro rezervirati, ker ne vemo, kaj bo vmes in sem zelo vesela, ko me čakam, tako da v petek vsi Prleki, vsi drugi vabljeni. Drugače pa kar po Sloveniji me še čaka closingi po obali, tako da ja, veliko bo zanimivih druženj. Kakšna je slovenska publika? Verjetno se razlikuje, ne, od tujih. Največkrat je v redu, če ti priješ med publiko, ki želi poslušati elektronsko glasbo. Mogoče malce se čuti, če ti priješ na gasilsko veselico, kjer pričakujejo tudi harmoniko in podobno, ne? Tako da v bistvu za tam sem ugotovila, da pač mogoče nisem. Če prav dejansko jaz zelo rada osrečim publiko. Do zadnjega Toma se trudim, ampak nekam spadaš, druge pač ne spadaš. In če sem na pravih mestih, je publika zelo odzivna, temperamentna, ker to mi pa nekako uspe, no, vzbuditi. Že kot od majhnih otrok naprej najdem ta stik in to je najpomembnejše, da pride do tega transferja, no, da te publika začuti. A čutiš to energijo, ta prenos? Jaz zelo, ja. In prav takole znam nekako jih pogledati publiko, tudi se mi zdi, ker najslabše je recimo izvajalec, če gleda v tla ali pa v mikseto, ne. Pa res je, da moraš gledati tudi v mikseto, ker je veliko dela, ne, ampak si enostavno moraš vzeti čas za publiko, čim več poskušati jih pogledati, z neverbalno komunikacijo, z različnimi gestami se da so oni opaženi, to si v bistvu vsak želi in da pride do tega ta pravega stika. Zdaj tehnologija gre iz dneva v dan, res se razvija, gre naprej. Koliko to v tvojem hobiju, poklicu pomeni? To pomeni tudi kar nekaj dodatnega dela, drugače pa seveda, če si ti veš tega, da se v bistvu sproti izobražuješ, je pa tudi veliko olajšanega. Tako da v bistvu tu, da bi si jaz več nosila vinilke s seboj, plošče, so šli te časi mimo, tudi vse neke bližnjice so se pojavile, ki jih seveda moraš znati pa uporabljati, ne. Zdaj, s strani starejših DJ-jev so še tukaj le vedno predsodki in je veliko blatenja na račun mlado nastalih DJ-jev, ker je pristop popolnoma drugačen. Jaz sem resnično začela s to mlajšo generacijo, z najnovejšimi pristopi in moram reči, no, da sem presrečna, ker to gre tako hitro naprej, da bom še se morala tudi sama truditi, da bom vse to lovila uspešno, ja. A je kaj strahu, da bi umetna inteligenca prevzela vaš poklic? Res je, da bo šlo to naprej, zagotovo. Jaz mislim, da bo prihajalo tudi do tega, da bo umetna inteligenca miksala sama, ker to v bistvu Spotify že sedaj počne, ampak ne bo mogla nadomestiti človeške komponente, ki je pa ravno ta čustvena, se pravi povezava s publiko, ker to pa ne vidim, da bi se lahko umetna inteligenca, ker pač nima čustev, nima čustvene inteligence in v bistvu ne bo vzpostavila tega stika. Bo vse skupaj prazno, ne? Mora biti vseeno gor človek, pač, ki povezuje vse skupaj. Kakšen je občutek v množica, ko dvigneš roko, s tabo zažura? Ja, najbolj nepopisen občutek je, ko par tisoč ljudi pol sledi, ne, tebi in v bistvu jaz to sploh nisem verjela, da je to mogoče, pa poskusim enkrat, drugič, levo, desno, vsi ponavljajo. In potem sem dejansko se malce to preučila že teh gest, tudi na mikrofonu sem začela delati, ker mi tudi ideja on the mic malce sugerira. Tako da dejansko je pomembno, da vse to vključuješ in da si performer v celoti. Nisi več samo DJ na mešalkah, ni več samo pomembno, da znaš 2-3 komade zmiksati, ampak vse to dejansko vključiti moraš pač v celoten performance. Ja, nič, Ksenija, počasi sva prišla do konca na enemu pogovoru. Zdaj, čisto za konec pa jaz vsakemu gostu pripravim 3 take časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, pa gost pokomentira, če je možno, da bomo to kdaj lahko brali o njemu. In prvi naslov je takle: Ksenija Filipič se seli v tujino.
obstaja možnost, da boš kdaj spakirala kovčke in odšla nekam, ne vem, na Ibico, na Tajsko, tam, kjer te je najbolj... Sedaj ne bi rada prestrašila svojih najbližnjih, ker mislim, da se oni ne želijo, da jaz kamorkoli se odselim, ampak sem se tudi že kdaj, se tudi potem vedno vrnem, ampak ja, to z lahkoto, takšen članek zasledite, ker sem tak človek, v bistvu me navdušujejo potovanja, tudi nekaj novega, sploh pa, če bi bilo še vezano na neko rezidenco, na neko delo ali pa na ene res prav velike ponudbe, zagotovo bi šla, ja. Super, potem dava tako Kljukico. Naslednji je takšenle. Modna znamka Ksenije Filipič navdušuje doma in v tujini. Bi mogoče šla v modi, si že delovala, ne, da bi prav kakšno svojo kolekcijo izdala? Ja, res je, vedno so me zanimali parfumi, recimo, tu v bistvu ni tako težko, da ti pač se proizvede parfum s tvojo znamko, ampak ne bi se poimenovala ravno Ksenija Filipič, bi bila kaj bolj izvirna, ampak ja. To je vsekakor, mislim, da del show biznisa, plemenitiš denar. A imaš kaj svojega tega mrča, ne, ko imajo svoje? Tako, ja. In tukaj le vmes bi zagotovo se dalo nadgraditi, ja, ne. Ok, potem pa še tretji naslov. Znana slovenska DJ-ka odhaja v resničnostni šov. Te kaj vabijo, verjetno zdaj te, nekaj si prepoznala. Jaz sem že bila v enem resničnostnem šovu, ne vem, če se spomniš te 4, ko so bile. Aha. V bistvu snemanja, so bile pa neke čudne ponudbe, ko najprej so nas učili, da moramo biti poslovne ženske oblečene, vse kodeks in to. Naslednji dan so nam pa priredili fotografiranje za Playboy in jaz sem tako rekla, to je nerealno in od takrat naprej sem v bistvu tudi stopila in sem rekla, da nikoli več. Ker dejansko to se ti dogaja nekaj pred tvojimi očmi, kar sploh ne pričakuješ in ne bi. Ni bila pozitivna izkušnja. Ni bila. Torej ne bomo te gledali v resničnostnem šovu, ampak boš pa vsekakor nastopala in delovala, spremljali bomo tvojo kariero. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da si vzela čas v tem natrpanem urniku. Želim ti uspešno šolsko leto tudi, ne? Petra, hvala še enkrat za povabilo, za prijeten klepet in da se še kdaj srečamo. Ja, tudi tebi in tudi vam, ki nas spremljate. To je bil Showcast. Hvala, da ste bili z nami.